pozdravljeni na okrogli mizi, kjer bomo spregovorili o tem, kaj nam lahko prinese slovenski prevod ris romana Na življenje, belgijsko-francoskega avtorja, ki ustvarja pod psevdonimom Zvezni človek. Avtor je zdravstveni tehnik in dela na paliativnem oddelku neke francoske bolnice. V svoji knjigi pa z besedami in risbo pripoveduje o skrbi za umirajoče paciente, spregovori o stiski vseh vpletenih, tudi bolnišničnega osebja, predvsem pa opisuje načine, s katerimi je mogoče bogatiti dni, ko le-teh zmanjkuje. Mogoče ta opis daje vtis, da gre za zamorjeno besedilo, kar pa nikakor ne drži. Tudi v tem zadnjem življenjskem obdobju je mogoče, kot nakazuje tudi naslov knjige, življenje slaviti in se ga veseliti. Zakaj sploh govoriti o naši končnosti, umiranju in paliativi? Še zlasti v času, ki je tako negotov. O tem, da smo morda ravno zdaj kot posamezniki in družba bolj kot sicer soočeni z lastno umrljivostjo, s tem pa z vprašanji, ki si jih tako zasebno kot javno ne radi postavljamo, bom govorila z današnjimi gostemi. Z mano so Veronika Stebej, nekdanja veleposlanica Republike Slovenije v Kanadi in Franciji, diplomatka, ki je vse svoje življenje pravzaprav povezana s francoskim govornim področjem in je tudi prevajalka ris romana Na življenje in pobudnica seveda njegovega izida v slovenščini. Potem je z nami Biserka Marolt Meden, novinarka in sociologinja, aktivistka, ki si že vrsto let prizadeva za pravice žensk, bila je pobudnica tudi ustanovitve materinskega doma v Ljubljani, veliko se je ukvarjala z bolnimi otroki, bila direktorica pediatrične klinike, tudi med pobudnicami, dejavna v Nacionalnem odboru za zdravje otrok in v zadnjem času starejših, predvsem v društvu Srebrna nit. Lučka Jagodic-Klipšteter je zdravnica, ki dela v ambulanti splošne medicine in domu starejših v Logatcu, kjer, navajam, skrbno načrtuje oskrbo ljudi, ki so neozdravljivo bolni. Konec navedka. Prispevala je uvodnik slovenski izdaji ris romana Zveznega človeka. In Sinja Čož, mlada raziskovalka na Centru za socialno psihologijo in asistentka na FDV, ki se v svojem raziskovalnem delu ukvarja z družbeno-kulturnimi vidiki smrti. Kot strokovna sodelavka je dejavna tudi v okviru zavoda OPRO, kjer si prizadevajo izboljšati položaj starih in drugih ranljivih skupin. Lepo pozdravljene. Zdravo. Najprej bi začeli s prevajalko. Ponovadi prevajalci pridemo nazadnje na vrsto, tokrat bomo pa malo obrnili. Torej, ko ste prebirali ta roman v francoščini, ali vi, ste želeli, da bi ga tudi dobili v slovenščini. Zakaj? Jaz moram reči, da nisem najprej knjige prebrala, ampak sem najprej videla avtorja. Avtor je bil ob izidu svoje knjige v Franciji, je bil na francoski televiziji in jaz sem slučajno gledala ta prispevek na francoski televiziji in se me je zelo dotaknil njegov način komuniciranja o tej temi. In potem, ko sem videla, da je izdal knjigo, sem tako poklicala prijatelja, da so mi to knjigo poslali. In me je izredno ganila in ganila tudi druge, ki sem jim o tem pripovedovala. Res je sicer tudi, da je bilo ravno v tem obdobju bila osebna izkušnja, ker je pač moja mama odhajala in sem se v bistvu vsakodnevno soočala oziroma srečevala z vprašanji konca življenja, na kakšen način, kakšen je human, človeka dostojen odhod v druge sfere. Nekako se je vse poklopilo. In ta knjiga mi je veliko dala. In o tem sem potem kar nekaj časa, potem je prišel COVID in potem sem govorila prijateljem, vsem ostalim in tako naprej o tem dolgo časa. In potem smo se začeli pogovarjati z založbo, z vami, z francoskim inštitutom, z drugimi, da bi bilo res fajn oziroma dobro imeti eno osnovo, ki bi potem morda spodbudila predvsem pogovor, zaradi tega, ker jaz pravim tudi iz lastne izkušnje se mi zdi, da o tem ne govorimo dovolj.
da o tem nimamo dovolj informacij, da se ne samo pacienti, ampak tudi svojci pogosto soočajo z nerazumevanjem oziroma z neustreznimi informacijami. In to je nekaj, kar se mi zdi, da je zelo pomembno in bi bilo treba verjetno stvari tudi spremeniti. Jaz nisem strokovnjak na tem področju, ampak lahko mirno rečem, da dr. Jagodičeva je prijateljica tudi, ki mi je zelo veliko pomagala s pogovorom o tej temi. Institucionalno pa ni bilo recimo dovolj. Tako da se mi zdi, da če bomo s tem risoromanom in predvsem s človekom, ki pride v Slovenijo, avtorjem, začeli eno širšo debato v slovenskem prostoru o tem, kaj je paliativa, kakšno je dostojno odhajanje, kaj je treba še narediti, se mi zdi, da je to velika stvar. Zvezdni človek, sem že prej omenila, je zdravstveni tehnik. In skozi različne zgodbe, ki jih spoznamo v tem risaromanu na življenje, opisuje zgodbe ljudi, ki se poslavljajo. In on jih seveda spremlja do njihove smrti. In v bistvu se mi zdi, da zelo močno izpostavi, bi rekla, individualni vidik umiranja in smrti. Pa me zanima zdaj, če bi lahko vsaka od vas povedala, kaj ji v bistvu smrt, umiranje pomeni. Zaprav, kakšen je vaš oseben odnos do tega? Jaz imam zelo kratek odgovor drugače na to. In sicer meni osebno se mi zdi, da je ta proces umiranja in smrti neka res edinstvena in neponovljiva izkušnja vsakega posameznika oziroma posameznice in točno to se mi zdi, da se v tej knjigi zelo lepo pokaže. Za vsako osebo je to neka čist svoja zgodba. Tako. Hvala. Zame moram reči, da so stvari skočile skupaj pravzaprav šele takrat, ko sem se strokovno začela ukvarjati s paliativno oskrbo. Prej so bile samo izkušnje izgube, ne vem, strica, ko sem bila otrok, očeta, ko sem bila najstnica. Potem so bili pacienti, ki so umirali, ki sem jih srečevala tekom mojega študija in se je njihov proces odhajanja popolnoma zanikal znotraj inštitucije in znotraj sistema. Moji mentorji so na žalost velikokrat samo rekli, tle pa nimamo kaj več narediti. Zelo žalostno, ampak zdaj ni več tako, tudi znotraj sistema izobraževanja oziroma usposabljanja za zdravnike smo naredili velike korake naprej. Potem je bila ena velika učiteljica življenja, pa tudi tega zadnjega obdobja življenja, odhajanja. Moja babica, kar sem povedala, kako me je vedno zelo intrigiralo njeno posvečanje molitve mirni zadnji uri. Vedela sem, da je zelo verna, tudi jaz sem imela eno tako povprečno katoliško vzgojo, pa vendarle se nisem povsem zavedala, kaj to pomeni. In šele potem, ko sem začela delati v domu starejših in ko sem se začela seveda veliko pogosteje kot kadarkoli do takrat srečevati s procesom staranja, odhajanja in umiranja in smrtjo, so mi vse te izkušnje nekako skočile skupaj in se povezale v odnos do smrti, ki ga imam tudi zdaj. In ki ga mogoče lahko strnem v to, da je zavedanje o tem, da prvič, ko vdihneš, je to tvoja pot k poslednjemu izdihu, soočenje s tem, da si končen. In da moraš v tem vmesnem času iz
tega časa nekaj narediti. Hvala, ja, to. Moje prvo srečanje s smrtjo je bilo, ko mi je umrl stari oče, ko sem bila stara 12 let in takrat jaz tega nekako nisem mogla sprejeti in še zdaj se spomnim, da je deževalo in da smo šli za vozom, na kateri je bila krsta, to je bilo na vasi, iz enega hriba v dolino na pokopališče in sem tako močno jokala, da potem sem zelo zbolela, sploh govoriti nisem mogla, tak šok sem doživela, ampak nihče se ni z mano pogovarjal, tako da je ta prva izkušnja bila zelo grenka. Potem sem pa doživela, da mi je na rokah umrl oče in ni bilo zveznega človeka na onkološkem inštitutu. To je bilo pred 23 leti in je zelo težko umiral in je to zelo huda izkušnja. Potem je moja mama umirala v domu starejših, kjer tudi ni bilo zveznega človeka in je zelo trpela in je bilo zelo, zelo hudo. Zato sem si zelo prizadevala, da, in to si prizadevamo tudi v Srebrni niti, da bi bila paliativna oskrba in zvezdni ljudje prisotni, kjer se le da vse povsod. In izjemno pomembno je izobraževanje, da ne naštevam, da od teh posameznih dobrih primerov v Sloveniji paliativne oskrbe, ki jih je premalo, da bi razvili nek sistem, ki bi vsem omogočal neke vrste prijazno smrt, ker vsi vemo, da bomo umrli, nekateri nažalost mislijo, da bodo večno živeli, zato tako malo pozornosti starejšim namenjajo, ampak da bi bila ta smrt prijazna. Zato si v Srebrni niti želimo, da bi bil zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja čim prej sprejet, tako da bi tako, kot je Marija rekla, takrat, ko je bilo zelo hudo v tej knjigi, hočem zaspati in se jo potem uspavali, da bi imeli vsi tako možnost in to je moje razmišljanje o smrti. Čim več lepega v tem življenju, predvsem narediti za druge in tudi zase in potem prijazno se posloviti in narediti v nek drug svet. Ja, jaz moram reči, da sem imela podobno izkušnjo kot Lučka glede babice. Je tudi rekla, da v svojem življenju moli edino za eno stvar, da bi v miru lahko zaspala. To ji žal ni bilo dano. To ni bilo dano tudi moji mami. In jaz mislim, da če kaj vem, je kaj nočem, oziroma kaj je zame zelo pomembno. Jaz mislim, da je ekstremno pomembno, da tudi na koncu svoje poti lahko dostojno in, kaj bi rekla, človeško se posloviš in da imaš to možnost, da se lahko posloviš po svoj, če se le da, seveda, na svoj način, ne pa da, recimo, da imaš to možnost, no, se mi zdi, da je to zelo pomembno in to je ena od stvari, za katere jaz verjamem, da je treba to nekako imeti možnost do tega. Ja, Silvija, mogoče vprašanje za vas, ne? V resnici se mi zdi, o smrti sploh ne radi govorimo, ne govorimo pogosto o njej, ne? V resnici se zdi, da je smrt v resnici ostala edini tabu, ne? V naši družbi vsem govorimo, ne? Govorimo o spolnosti, govorimo o različnih stvarih, o vsem praktično, edino smrti pa res ne govorimo, ne? In Zavod Opre je izdal eno zelo zanimivo knjigo, naslov je zelo zanimiv, ne? Starost ni za mevže. Seveda, ta knjiga govori o nasilju med in nad starimi, ne? Vi se pa v bistvu že 4 leta ukvarjate z preučevanjem različnih vidikov smrti. Zakaj imamo take težave? Zakaj smrt še vedno ostaja tabu? To je zelo dobro vprašanje in bom tu dala malo daljši odgovor. V bistvu, če želimo dobiti odgovor na to vprašanje, moramo razumeti, kakšno mesto ima smrt sploh v naši družbi. In sicer je zanjo več ali manj predvsem moteča. In tako je že, bi lahko rekli, od začetka človekovega obstoja. Ne, zakaj? Ker ko oseba umre, ko pride do smrti osebe, nastane v družbenem tkivu praznina. Neke določene družbene vezi so pretrgane, ne, in osebe, ki v bistvu preostali družbeni člani, ki ostajajo za njo, so si primorani v življenju na novo osmisliti določene stvari in prerazporediti družbeno delovanje brez te osebe, ki je dejansko še do nedavnega zasedala pomembno družbeno funkcijo in neko družbeno vlogo. Ne. In ta prerazporeditev, ta nova osmislitev življenja zahteva določen napor. Ne. In ko
Ko do tega ne pride, ni presenetljivo, da smo se ljudje že zelo zgodaj začeli v bistvu posluževati nekih mehanizmov, da bi zmanjšali ta nek moteč vpliv smrti na potek družbenega delovanja, ne, da bi bil ta v bistvu uničevalni učinek smrti manjši. Ne, in Becker recimo je tako prišel do teze, do ideje, do teorije, da smo v bistvu ljudje ustvarili kulturo, zato ker nam je omogočala, da smo v bistvu lahko preživeli lastno individualno smrt, ne, ker je ostajala za nami in nas je to malo bolj pomirilo v našem življenju. Podobno vlogo je imela religija. Ne. Religija v bistvu omogoča obstoj po individualni smrti. Ne. In danes, kaj pa nam v bistvu zaseda neko tako mesto, je pa trenutno znanost. Ampak znanost pa se tukaj predvsem fokusiramo na razvoj moderne medicine. Ne. Medicina nam je v bistvu omogočila to, da smo pred lastnimi očmi videli, kako se je sistematično in učinkovito začelo odstranjevati vzroke smrti iz naše družbe. Ne. Spravi neke določene bolezni, neka določena stanja, ki bi prej gotovo vodila v smrt, zdaj niso več. Ne. In kaj se je zgodilo? Dosegli smo dolgoživost. To je civilizacijski dosežek, ne? To ni kar tako. In s tem odstranjevanjem v bistvu vzrokov smrti in s tem v bistvu medikalizacijo same smrti po sebi smo pa tudi smrt umaknili iz intimnosti človekovih življenj. Zdaj so zdravniki te, ki skrbijo za to, zdravstveno osebje, negovalno osebje, oni so te, ki se vsakodnevno srečujejo. V vsakdanjem življenju pa nam ne pride v intimnost. In ker nam ne pride v intimnost, je težko se potem o tem pogovarjati, razmišljati, ne, te teme odpirati ob kosilu, recimo temu tako. In nekako smo tudi prišli do tega, da danes prevladuje neki navidezen občutek nesmrtnosti, kar ste rekla. Ljudje kar nekako mislimo, da bomo živeli večni, da je to res neka stvar, ki se dogaja drugim, ki se dogaja nekaj daleč v prihodnosti, ki ne moramo zares dojeti. Da vidimo zdaj smrt, velikokrat jo enačimo z medicinskim porazom. Kot nek neželjen izid. Kot nekaj, kar oseba se ni dovolj preventivno vedla, evo pa si je pripeljala smrt na prak. In zaradi tega odnosa, ker se v bistvu že res tisočletja nekako trudimo nadvladati smrt in jo premagati, jo odstranjujemo iz našega vsakdanjega življenja in zato ostaja tabu. Zato je tako težko sprejeti jo v lastno intimnost. In če ste že ravno omenili, če smem tukaj dodati tole knjigo Starost ni zamevže, v bistvu je zelo pomemben prispevek dr. Boreta Ošlja, ki odpira svoj pogled na vprašanje evtanazije. On pa v bistvu zagovarja to, da v bistvu se ne bi smeli pogovarjati o pravno-formalni ureditvi evtanazije, dokler ne bi bila v državi tudi dobro urejena paliativna oskrba kot njena alternativa. Ker zakaj? Mi moramo razumeti, zakaj sploh pride do pozivov k evtanaziji. Iz tega odnosa, ki ga imamo do smrti, iz tega tabuja smrti, ljudje se bojijo umiranja. Ljudje se bojijo, da izgubijo nadzor v zadnjem obdobju svojega življenja. In zaradi tega ga želijo si vzeti seveda nazaj. In zaradi tega je tudi iskreno, da se je paliativna oskrba in ta gibanje hospic se je razvilo iz tega odnosa, da zdravniki niso v bistvu mogli, ne samo zdravniki, zdravstveno osebje, ljudje, da niso nekako želeli izgubiti upanja in so kdaj uporabljali medicinske intervencije, ki niso vedile več v izboljšanje, kdaj so tudi odvzele dostojanstvo umirajočim. In so probali vrniti dostojanstvo nazaj v umiranje. Mislim, da ste tudi vi zelo lepo v predgovori to zapisala. V bistvu zdravstvo je res, ker zdravstvo, njihov namen je, da zdravi. Da reši osebo pred smrtjo, ne da ji pomaga umirati. In tukaj se mi zdi, da res pridemo do tega, da v naši družbi danes je lažje umreti kot umirati. In se mi zdi, da k temu veliko prispeva to, da imamo odsotno paliativno oskrbo, da v Sloveniji to, kot se je gospa Marolt povedala, ni sistemsko urejeno. In tudi to je pa še v eni knjigi od Zavoda Opra za aplikativne študije Crescendo v Istanbulu, o usodi starih na sončni strani Alp, je eno poglavje posvečeno prav temu, paliativni oskrbi, oskrbi v koncu življenja in tudi kako je bilo v času koronavirusa to urejeno in tudi naslavlja to, da imamo par primerov res dobrih praks, ampak sistemske ureditve ni. In dokler se ne bo to začelo nekako poganjati, bo smrt ostajala tabu. Po drugi strani pa živimo seveda v družbi, ki spodbuja mladost, zdravje, storilnost,
In videti je, da v tej družbi nekako ni prostora za starejše, za starost. Ne? In v bistvu umiranje najpogosteje povezujemo seveda s starejšimi. Zdaj, v društvu Srebrna nit ste veliko se ukvarjali s tem, res ogromno, ne? Izpostavili ste tudi vprašanje eutanazije, odrinjenosti starejših, stanje domovi za starejše, opozarjate tudi na starizme, kar se mi tudi zdi izredno pomembno. Ne? Tukaj bi vsem rada mogoče, da malo obrnemo perspektivo in da nekako izpostavimo tudi, kaj kot družba lahko pridobimo od starejših. Se pravi, ne samo, da so nekako odveč, ne? Vsaj videti je, ne? Ampak predvsem to, kaj lahko v bistvu od njih dobimo. Ne? Kaj lahko dobimo od starejših, kaj lahko dobimo od umirajočih. Gospa Biserka. Zdaj, če bi govorila o tem, kaj starejši lahko dajemo družbi, bi potem porabila zelo veliko časa. Dejstvo pa je, da si starejši želimo, da bi živeli medgeneracijsko sožitje in da bi vse generacije skupaj dajala ene drugi in da bi bilo življenje vseh potem bolj kakovostno. Ne nazadnje starejši s tem, ko se upokojimo oziroma ko po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije, ko smo stari 65 let, smo kar stari, vemo pa, da smo dolgoživa družba, da danes ni povprečna življenjska doba, ne vem, 60 ali še manj, ampak je že kar 80 in kmalu bo še več. Tako da starejši, ko se upokojimo, imamo še ogromno znanja, veliko življenjske energije, veliko izkušenj, dobrih in slabih in lahko še zelo veliko dajemo družbi, če družba pač to vzame, ne pa da nas odriva na nek rob in se dogaja to, kar se dogaja predvsem zelo evidentno v zadnjih 2 letih, ko so bili starejši marsikomu odveč, ker vsi ti ukrepi za zaščito ranljivih skupin, med ranljive skupine sodijo tudi starejši kot največja skupina, niso bili sprejeti niti ne v sodelovanju s starejšimi, nihče od starejših si ni želel hoditi 1 uro zvečer v trgovino, tudi nobeden nas ni vprašal, najbolj tak klasičen primer, ki je za sabo potegnil največ teh opazk starizma, da ne rečem celo diskriminacije, kako so bili ljudje obravnavani. In še danes me kličejo ljudje in mi rečejo, gospa, da se ne bo spet zgodilo to, kar se je zgodilo. No? Jaz obljubljajo, da se ne bo več, no, ampak vsekakor, vse, kar se počne za zaščito ranljivih skupin, naj bi bilo narejeno v sodelovanju z njimi. Tako da sodelujejo, participirajo in pa predvsem, da imajo starejši možnost izbire pri vseh stvareh, ki se dogajajo z njimi in okoli njih. In zelo veliko bomo naredili s tem, ko bomo sistemsko uredili dolgotrajno oskrbo, ker edini v Evropi tega nimamo urejenega in to je ena od bistvenih človekovih pravic, pravica do dolgotrajne oskrbe, ki ni samo za starejše, ampak je za vse generacije, da bomo paliativno oskrbo. Zdaj imamo zelo dobre dokumente, papirje, resolucije, programe. Imamo en delujoči mobilni tim na Gorenjskem, ki naj bi pokrival. Vemo pa, da je zdravstvenih kadrov premalo, da je premalo zdravnikov, sploh družinske medicine, ki naj bi dobro poznali starejše in jim pomagali in skrbeli za njih, da nam zelo manjka na področju zdravstvene nege, da tako kot piše zvezdni človek dela v bolnišnici s paliativnim oddelkom, samo 10 postelj in recimo en urejen miren ritem dela, tako da tukaj moramo še zelo veliko narediti. Ne morem se pa strinjati, da pa ko bo zelo dobro urejena paliativna oskrba, bomo pa začeli še razpravljati o pravici oziroma izbiri človeka, da si sam izbere, ko je njegova bolezen zelo huda, ko neizmerno trpi, da si sam ne izbere, kdaj želi umreti oziroma zaspati. Tako da mislim, da te 2 stvari se ne izključujeta, mi si zelo prizadevamo za dobro paliativno oskrbo, želimo pa tudi, da imajo ljudje možnost, da si sami izberejo dostojno smrt. Vsekakor bi morali pa več v družbi narediti na podlagi informacij, kaj že danes dopušča Zakon o pacientovih pravicah, da že danes omogoča, da vnaprej se odpoveš
določenim posegom, ki samo podaljšujejo življenje, samo podaljšujejo trpljenje, če lahko temu tako rečem. To pa ni nobena kakovost življenja in ni tisto, kar si predstavljamo pod življenje in odhajanje. Ne, seveda, da nisem rekla, nisem mislila s tem, da je to izključujoče. Seveda je pomembno, da se oboje razvija, samo ni dobro, da bi ena prišla pred drugo. No. To fino je, da se to sproti dopolnjuje, no. Da se dopolnitvi ne da ena brez druge obstaja. Tako. Lučka Jagotec-Klipšteter. V svojem uvodniku v knjigo Na življenje ste zapisali, da vas kot mlado zdravnico ni nihče pripravil na trenutek zadnjega diha. Ne? To sem kar navedla iz vašega uvodnika. V medicinskem časniku Medicina danes sem prebrala, da je bila leta 2019 vaša ekipa izbrana med najinovativnejše zdravstvene time, ker ste, navajam, z veliko strastjo vzpostavili za slovensko zdravstvo ne tako pogosto prakso. Skrbno načrtujete oskrbo neozdravljivo bolnih, konec navedka. In v mirenju se tudi pogovarjate. Ne? Zdaj ne bi vam seveda rada čestitala, ampak vendar me zanima, zakaj je v resnici to področje paliative za medicino tolikšen izziv. Torej, Sinja je že nekaj povedala, ampak verjetno je vaše videnje. Absolutno je prva stvar in prvi razlog točno to, kar je Sinja povedala. Napredek medicinske znanosti, razvoj terapevtskih možnosti, ki je vendarle osnova našega poslanstva, medicinskega ali pa zdravniškega poslanstva, je premagovanje smrti. Ne? In vsakič, ko ti vidiš, da ne moreš premagati smrti, to doživiš kot poraz. In se potem mogoče, kaj takrat naredimo? Obrnemo se k aktivnostim, kjer lahko zmagamo, ne? In se mi zdi, da je to ena zelo človeška poteza. Vendar se je tudi znotraj medicine v zadnjih 50 letih vzpostavilo gibanje najprej kot hospic, v obliki hospica, predvsem na angleško govornem področju, in se oblikovalo znotraj medicine tudi kot ena znanost, specialnost, in iz tega seveda zdravniki lažje črpamo. In paliativna oskrba pravzaprav je postala medicinska specialnost in ni več tako redka in nepoznana znotraj slovenske zdravstvene oskrbe medicine, kot je bila res še pred 20-25 leti. Tako da imamo paliativne oddelke na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, na onkologiji v Mariboru, imamo v paliativno medicino usmerjene specialiste. Vzpostavil se je ravno zdaj, konec avgusta, tudi na novo paliativni tim Onkološkega inštituta. Pričakujemo, da bo paliativni tim vzpostavil tudi klinični center. Tako da vendarle se na področju paliativne medicine dogajajo pozitivne stvari. Seveda to res je, še ni v obsegu, kot bi si mi vsi želeli, se pa stvari premikajo na boljše. Kar se pa tiče našega timskega dela znotraj ekipe v Domu starejših Logatec, pa mislim, da je stvar uspešno zaživela predvsem iz potrebe. Zato, ker se veste, projekti, ki zrastejo od tam, kjer problemi so, in ko iščeš rešitve, kako bi določene probleme reševal, oziroma bil boljši v tem, kar delaš, jih seveda tudi najdeš. In ta naš tim se je pač srečeval z procesi umiranja,
s procesi težkega umiranja, srečeval se je z svojci umirajočih, z željami naših pacientov, naših stanovalcev, ki so imeli zelo izdelana pričakovanja glede tega, kar si želijo v zadnjem obdobju svojega življenja. Tako da, ko se približuješ, ne bom rekla zadnji četrtini, desetini, ali pa ne bom opredelila časovno, ampak ko se ti srečaš s svojo končnostjo, zelo veliko, večina ljudi o njej zelo veliko razmišlja. In zelo veliko njih ve, kaj si želi in česa si ne želi. To je bilo za mene kar eno precejšnje presenečenje. In čez čas tudi radost, zato ker sem se v procesu grajenja našega tima in grajenja naših strokovnih podlag naučila o teh temah, o koncu življenja, o umiranju, tudi pogovarjati. In o teh temah se znamo znotraj našega tima vsi zelo dobro pogovarjati, pravi naše diplomirane sestre, ki so vodje tima, srednje medicinske sestre, delovne terapevtke, fizioterapevtke in še kdo se vključi, če je potrebno. Ne? Jaz učim naše specializante, da se udeležujejo in vodijo družinske sestanke, kadar mene ni, recimo. Oziroma, pač, ki so samostojni zdravniki. Ne? Skratka, družinski sestanek je nekaj, kjer se zberemo vsi, ki skrbimo za to osebo, ki je center naše oskrbe. Ne? In njegovi svojci, oziroma vsi tisti, ki so mu blizu in ki želijo prisostvovati temu pogovoru. Seveda, obstajajo določeni posamezniki, ki so jim te teme zelo težke, ampak lahko vam povem, da so le ti v manjšini. Družinski sestanek želimo predvsem opredeliti stvari, ki se tičejo posameznika in tega, kaj si on želi v poslednjem obdobju življenja. Predvsem medicinskih postopkov, to je to, kar je gospa Medenova omenila, da omogoča zakon o pacientovih pravicah. Ne? Tam je sicer zelo formalizirana izjava, kjer lahko zapišeš, katere medicinske postopke si želiš, ko ne boš mogel o sebi odločati, v katerih ne. Pri nas je pa to dosti bolj mehko, bom rekla. Ne? Pogovarjamo se o tem, a oseba želi, da se zdravi v bolnišnici, če se zdravi v bolnišnici, do katerega nivoja intenzivnosti si želi, da se zdravi. Pove, a si ob koncu življenja želi, da ga oskrbimo z tekočinami. Vsi si želijo, da ne bi imeli bolečin in to zagotovilo, da bo osebje poskrbelo, da jih ne bo bolelo, je zlata vredno. Res. In ta pogovor lahko traja 50 minut, ker imajo ljudje stvari razčiščene, ker jih majčkeno seveda vnaprej pripravimo, o čem se bomo pogovarjali, lahko pa trajajo uro pa pol. Ampak na vse to smo pripravljeni. Na vse to smo pripravljeni in si vzamemo čas. In iz tega izhaja potem seveda vsa ta oskrba, ki jo nudi potem negovalno in drugo zdravstveno osebje. Ta praksa je zelo uspešna. Mislim in bojim se, da je še vedno dosti redka v naših domovih.
in da je paliativna oskrba pravzaprav taka, kot se je vzpostavila mogoče znotraj Slovenije, na ta segment starajoče populacije majčkeno pozabila. Tako da ta knjiga, a ne, je spet en tak žarek, ki bo osvetlil to temo, ker kot rečeno, ta tema absolutno ni vedno temačna in za posameznike in za moje paciente, s katerimi se pogovarjam in z njimi delam, absolutno ni nujno tabu nekaj temnega, črnega, žalostnega, depresivnega. No, se krasno iztočnico sedaj pa za naslednje vprašanje. Ne? Veronika, ta prevod seveda je prevod, ne? Mislim, je prevod iz francoščine. Zdaj v bistvu ste vse izpostavili, zakaj v resnici takšno besedilo ne bi moglo nastati v Sloveniji. Ne? Mogoče pa tudi lahko, ne vem, ampak vprašanje, mogoče poznate, kakšne so razmere v Franciji, zakaj pa v Franciji je lahko nastala? Ne vem, jaz mislim, da bi teoretično tudi lahko v Sloveniji nastala taka knjiga, to je stvar posameznika. Mislim, tako kot človek, ki je sposoben in narisati in napisati, to ni povezano ne s Francijo, pa reče, oni tak Belgici v končni fazi, ampak recimo to ni. Ne? Je pa res, da v Franciji je to seveda že veliko dalj časa pač urejeno, kolikor vem, je precej dobro urejeno, je tudi zakonsko urejeno z dvema zakonoma. Paliativna oskrba je na različnih ravneh. Ti imaš posebno vrsto, je prav določeno, kakšne vrste so, je paliativna oskrba prav v hospicu recimo, potem je v bolnicah so določeni oddelki, predvsem pa zelo veliko delajo tudi na možnosti paliativne oskrbe doma. In je ta služba, kako pomagajo domačim, da lahko je tudi paliativna oskrba doma, je tudi zelo pomembna. Je pa to zakonsko urejeno, predvsem je zakonsko urejeno odnos med pacienti in zdravniki. Za paliativno, na kakšen način bo ta paliativna oskrba potekala, je vedno dogovor, poudarjeno dogovor pacienta in zdravnika. To je tisto, kar je važno. Tudi v zakonu je, da aktivna evtanazija ni dovoljena, v Franciji ne, možna je tako imenovana pasivna evtanazija, ki pač v dogovoru seveda med pacientom in zdravnikom, to se mi zdi, da je zelo pomembno, ta način, kako to delajo. Tako da je pa tega seveda precej več. Mislim, imajo tudi oni težave seveda z osebjem in tako naprej, ampak se mi zdi, da pogovor je važen, da ni samo za starejše, ne glede na to, da je seveda lahko kasneje tudi, ampak za vse generacije je, da imaš ti pravico in možnost in veš, da se lahko, ne samo lahko pogovoriš, lahko imaš to stvar. Ampak vsekakor se mi pa zdi, da to je res dokaz, ta knjiga, pa v toliko, da je to nekaj, kar je lahko, tudi lepo, pa nekaj, kar je lahko, ne vem, če te pravi izraz optimistično, nekaj, kar lahko ti je toplo pri srcu, mislim, ko pomagaš, ko vidiš, kako tudi samo z besedami, ali pa ne vem, z glasbo, ali pa s čimerkoli, ti lahko olajšaš zadnje, da je odhod iz tega sveta lahko v bistvu, ne vem, lep, pomirjen. Je pa res pa tudi to, kot je tudi Lučka rekla, za vse se pa vidi, da je ena največjih skrbi je bolečina in je to, da lahko greš, v bistvu, da ne trpiš, da je to trpljenje, ki je res hudo. Tako da jaz mislim, da vedno treba pacienti pa zdravniki morajo imeti eno skupno vizijo ali kakorkoli, in je jasno, da ni samo seveda moderna medicina in podaljševanje lahko življenja, kar pa ni nujno vedno ne v interesu, ne željah, ne pacienta, ne kogarkoli.
In to je tudi zakonsko urejeno, če se že vrnemo v Franciji, da zdravniki nimajo pravice agresivno podaljševati življenja, če se vidi, da to nima nobenega smisla. Mislim, da se vidi, da resnično ni nobene možnosti za rešitev, da Sami ste že omenili, ampak mogoče bi vsem, ne vem, mogoče bi želela katera od vas izpostaviti, kako se je v zadnjem času, se pravi predvsem zaradi pandemije ali pa koronavirusne bolezni, kako se je, a se je stanje pač, verjetno se je poslabšalo, ali kako je pač koronavirus vplival na področje, s katerim se najbolj ukvarjate, ki ga najbolj poznate, ne? Mogoče še kaj dodali v zvezi s tem? Jaz bi še dovolite, bi samo se zahvalila gospe in njenemu timu, da to, kar delajo za starejše, da to počnejo, in bi si želela, da bi bilo tega čim več. Čeprav bi pa rada poudarila ravno zato, ker je zvezni človek, zdravstveni tehnik, da paliativna oskrba ni samo stvar zdravnika, da je to stvar celotnega tima in da so izjemno pomembni sodelavci s področja zdravstvene nege in nenazadnje tudi psihologi. In moram reči, ko smo se pogovarjali o tem, ne samo za starejše, ko sem delala na pediatrični kliniki, smo začeli spodbujati izobraževanje ne samo zdravnikov, v prvi fazi zdravnikov, potem pa tudi medicinskih sester na vseh oddelkih, ker povsod prihaja do smrti. In vzpostavili smo mobilni tim, o katerem se premalo govori, ker to smo delali mimo zavarovalnice, v svojo izgubo, na kar sem ponosna, da so otroci lahko umirali doma in so jih obiskovali timi, zdravnik, diplomirana medicinska sestra in psiholog. In bili pri njih tudi nekaj ur, tako da so napravili eno ogromno delo, bili so tudi večkrat, tako da sem prav ponosna, da smo to uspeli vzpostaviti pa na pediatrični kliniki in upam, da to teče še naprej. No, samo toliko. Hvala lepa, res. Ja, kot rečeno, stvari, ki nastanejo iz potrebe, tako kot je očitno vaš mobilni tim, na pediatrični tim nastal, ponavadi zaživijo in ostanejo. Ampak to je bila res osebna angažiranost posameznikov. To je vedno tako. V bistvu vedno so stvari iz osebnih... In na etični pogon. Na vsak področjih. In na etični pogon, kot naš tim dela. Ker se čist preveč teh stvari dogaja na etični pogon, tako da tukaj pa zelo zaostaja zavarovalnica z ustreznimi storitvami in plačilom. Res je. Mene pa pravzaprav zanima, kako se vam je kje spremenil paliativno oskrbo v času koronavirusa, ker jaz sem tako nekako malo zaznala, če lahko iz svojega področja, ko sem ravno v teh temah in raziskujem, kako v bistvu nekako smrt odmikamo, pa ne samo smrt, tudi opomnike smrti, ne, in tukaj nekako dajemo institucije, ne vem, starajoča telesa, invalidna telesa, ne, ker izhajajo lahko iz neke teorije, da nas v bistvu je telo tak, ki nas neprestano opominja za res o lastni smrti. In se mi nekako tako dobila sem občutek, to zdaj ni, ne moram znanstveno tega potrditi, ampak da dokler je koronavirus, ker se še ni vedelo, za koga zares je ta bolezen nevarna, smo nekako vsi bili zelo, smo začutili, da je to blizu, da se to lahko zgodi nam, da je to res prodrlo v našo intimnost, smo se verjetno začeli sami spraševati o naši lastni minljivosti in končnosti. Ampak se mi zdi nekako moment, ko se je nekako zvedlo, da vseeno so bolj stare osebe ogrožene in osebe s pridruženimi boleznimi, se mi zdi pa se zelo hitro spet to odmaknilo iz lastne intimnosti in so ljudje pravzaprav spet si postavili to neko distanco in se rekli, to se pa dogaja drugim, nam pa ne. Se mi zdi, da se je pol malo spremenili tudi glede ukrepov in držanja ukrepov, a je smiselno, koliko posega v mojo svobodo in tako. To sem čisto zaznala in ne vem pa, kako je prav pri vas, na primer, to vplivalo. V domu starejših, kjer delam, smo takoj, ko se je epidemija začela, v nekem, ne bom rekla standardnem postopku, ampak v naši maniri delovanja, smo vse stanovalce vprašali, če se bojijo virusa, če ga dovolj poznajo, če želijo pač še kaj več izvedeti o tem. Če bi zboleli, bi bilo strah smrti in kaj bi si v tem primeru želeli, spet kakšne vrste intenzivno zdravljenje.
kaj pogrešajo in kaj bi si želeli. In pač jasno, da večina ljudi ni bilo strah in so se razmeroma varne počutili znotraj našega doma, seveda, lahko govorim samo za naše okolje, so se počutili dosti varne. Pogrešali so predvsem stike s svojci in tako kot je že običajno, večina si ni želela intenzivnega zdravljenja. Tisti, ki so si pač to želeli, smo pa spet v nekem standardnem postopku utečenem, ki ga zdaj pač že imamo 7. leto, zapisali in ves čas tudi komunicirali, tako z njimi kot svojci. Mogoče bi ena stvar me še zanima. Lučka Jagoda-Skripšteter je v svojem uvodniku napisala, da so naše izgube korak k radosti. Ta stavek mi je tako zelo všeč. In ko sem jaz brala na življenje, me je zelo nagovorila ta plast besedila, ki govori o čustvih. Se mi zdi, da so čustva res v naši družbi tudi nekako izrinjena ali pa premalo govorimo o njih. Nekaj smo se jih tudi dotaknili. Govorili smo o strahu, recimo zvezdni človek govori o jezi, tudi o žalosti, o tem, da se ti dogaja krivica, ker pač ti umiraš, zdaj kot si ravno mislil, da boš živel, pač preprosto se ti to zgodi. In v bistvu seveda tukaj trpijo tako svojci, kot seveda umirajoči, svojci, tudi osebi nazadnje, tudi precej je namenjenega temu v tej naši knjigi. Bi mogoče še čustva izpostavili na tem področju, ki ga najbolj poznate? Zelo pogledala. Jaz sem pravzaprav tu želela čisto odgovoriti iz osebnega vidika, ker jaz delujem v znanosti, sem raziskovalka in se res tega proučevanja smrti sem se lotila zelo sistematično in znanstveno. In mi je bilo izredno, v bistvu me je presenetilo, ko sem pač delala pregled literature in brala ta svoj objekt raziskovanja, ker v znanosti ne moramo vedeti razum, racionalnost, empirična dejstva, dokazi, to je nekak standard. Ni zares to prostora za čustva, razen za neko mogoče začetno intuicijo, da najdeš nek problem. Ampak jaz sem začela čutiti zelo hudo tesnobo. Ko sem brala, sem mogla opustiti branje, ker me je nekaj zelo stisnilo in nisem vedela, kaj se mi zdaj dogaja. Delam doktorsko nalogo. In sem pač ugotovila, da enostavno imam jaz nerazčiščene stvari pri sebi, ko pride do smrti, ker sami ste izpostavili neke izkušnje, tudi jaz sem jih kot raziskovalka, jaz živim v tem svetu, jaz tudi doživljam smrt, imam strah pred lastno smrtjo in umiranjem, strah pred negotovostjo in sem nekako mogla vzpostaviti si ravnotežje med dokje sem raziskovalka in deluje moj razum in se pač nekako distanciram od teh svojih čustev, dokje mi pa čustva v bistvu pomagajo to temo sploh naprej raziskovati. In zdaj recimo, ko sem pa v kvalitativnem raziskovanju, jaz se z osebami pogovarjam o tem, čisto normalnimi osebami, vsakdanjimi, o tem, kako dojemajo in razumevajo različne tematike povezane s smrtjo in je zelo ponovno ta moment, da v bistvu ti rabiš čustva, da zraven biti sočuten do teh oseb, da lahko vzpostaviš neko zaupanje, da se ti oni lahko odprejo, ker oni delijo neko intimnost s tabo. In moram tudi jaz neko svojo intimnost odpreti, da lahko to poteče in je v bistvu zelo pomembno sočutje. To neko možnost razumeti njihova čustva, razumeti ali da jih je strah zaradi tega, ali da so delili žalostne izkušnje z mano. Eni pa točno to so imeli že zelo urejen pri sebi in so bili zelo veseli, da so lahko delili z mano te neke svoje predstave o tem. In se mi zdi, da je tukaj res, da tudi tu pač pokaže ta njegov osebni vidik, da se sooča s tem, kdaj spustiti, da se te dotakne, kdaj pa v bistvu spostaviti neko distanco zase, da lahko tudi ti živiš. To je v eni zgodbi izpostavil so študentko, ki ga je sprašvala, ki se je jokala, ko je povedala novico o smrti in jo je medicinska sestra nadrla, da to se pa ne dela, da ona bi mogla poklic zamenjati, da ni zanjo. In je tako lepo, če smem prebrati, je povedal, vendar sem prepričan, da je treba zamenjati poklic takrat, ko si prepovemo, da se nas drugi dotaknejo. In ravno tako se je treba občasno znati odklopiti, ko je situacija pretežka. To je bogastvo prave ekipe. Tako da se mi zdi, da je to v bistvu
znanost sicer temelji na razumu, pa tem, ampak ko pa pride do raziskovanja smrti, kot sem jaz izkusila, je nujno, da imaš to ravnoteženo, da ne pozabiš na čustva, da si dopustiš čutiti, ne, in da v bistvu si s tem pomagaš so raziskovati. Tako. Moja osebna izkušnja. Lepo, res. Ja, skrb zase, mi tudi včasih temu rečemo, a ne, po vseh teh težkih pogovorih in težkih temah, ne smemo pozabiti, da moramo se dobro počutiti v svoji koži in da je zelo pomembno, da delamo stvari, ki jih imamo radi v življenju in nam vračajo energijo. Imamo pa tudi eno prakso, da se po vsakem družinskem pogovoru pogovorimo, kaj nam je ta pogovor pustil. Žal ni vedno časa za to, si pa prizadevamo in mislim, da je to res nekaj, kar mislim, da ne samo naš paliativni tim, ampak katerikoli tim v medicini bi si moral to dopustiti. Kar se pa tiče čustev, jih pa zaznavamo cel spekter. Najtežje, kar sem jaz doživela in kar doživljam, pa k sreči je to zelo redko, je zanikanje minljivosti. Pri svojcih ali pri mojih pacientih. Takrat se pa toliko niti ni prepoznana ta tesnoba, bolj ena taka jeza, bi rekla, jeza na vse, ki ne bi bili odgovorni za to, da se sluti izguba. Namreč izguba in vsa čustva, ki pridejo za izgubo, in ta čustva so lahko zelo različna, ne? Od globoke žalosti do jeze, tesnobe, vse to je s tem povezano, ampak pri tem zanikanju je pa ta gmota jeze tako velika, da je to pravzaprav nekaj, kar v timu najtežje prenašamo. In takrat potrebujemo zelo veliko medsebojnih interakcij, zato da pač tudi ta proces pri tem pacientu, pri teh svojcih pripeljemo strokovno in profesionalno do konca. Ne, jaz mislim samo, da brez čustev ne grem nikjer v teh temah, sploh ne. Je pa nekaj ta empatija, ki je sicer zelo pogosto na ulici Boga, splošno se o tem veliko govori, še zmeraj dostakrat manjka. Se mi zdi, da moramo čutiti sami sebe, moramo čutiti druge in potem lahko lažje tudi govorimo o stvarih, o katerih moramo govoriti in delamo stvari. Je pa samo čustvo, pa tudi nisem nekaj dobro, ima znanost tega in dobro strano vedeti. Tako da jaz mislim, da eno brez drugega ne gre, ampak vsi imamo ta čustva, ampak se mi zdi, da ravno na to tematiko se prevečkrat tlači, mislim, v sebi, recimo, marsikdo to noter ima in je potem to težko, potem se soočiš s temi zadevami, se mogoče težje, kot če lahko to nekako verbaliziraš ali kakorkoli pokažeš. Je pa to seveda od jeze do vseh ostalih stvari, ko se to tukaj vidi, pa tudi sami to doživljamo. Ni vedno vse pravično, si jezen na življenje in vse ostalo. Pa pa še sama ne. Mogoče bi se jaz sam dovolila še navezati na gospo Biserko. Pa v bistvu na vaju dve tudi negovalne osebe, medicinske sestre, ki največ časa preživijo z stanovalci, so pravzaprav tiste, ki so mogoče največ pridobile od te paliativne oskrbe, zato ker je toliko stvari dorečenih, kar se tiče spet stroke, predpisovanja zdravil, terapevtskih postopkov in vsega, kar lajša simptome bolečine, težke sape, zmedenosti, karkoli že tega. Ker
ker so pridobile prvič en strukturiran pristop, drugič pa dovoljenje, da so lahko empatične, tako stanovalci kot z njihovimi svojci. Da se z njimi lahko, da točno vejo, o čem se lahko pogovarjajo, kaj pa, ne vem, teme, ki so rezervirane zame kot za zdravnico, pač seveda so naslovljene name, ampak da vse ostalo je pa dovoljeno. Vse ostalo je pa dovoljeno, zato ker moramo za našega pacienta narediti najboljše. In če je to sočutje, je to okej. Je to okej. Zdaj pa, da ne bi res vse izgledalo tako idealno, ker pri vas je res idealno, res je idealno, ampak oprostite, v marsikaterem domu imajo prav prepoved vsi zaposleni govoriti o čemerkoli, ne samo o zdravstvenih temah. Zgodnica, ne samo o domovih. domovih. Ne samo v domovih za starejše, zato pravim, ne smemo se fokusirati samo na to populacijo. No, ampak pri vas je res idealno, zato res kapo dol in hvala vam, ampak drugod pa, glejte, imam izkušnje, dnevno se pogovarjam z direktorji, stanovalci in dostop do zdravstvene nege je bil omejen, dostop v domove je bil omejen, triažni listi veva, kako so se, pa so čudežno zginili, ampak to so dejstva, tako da starejši so bili diskriminirani in to se ne sme več ponoviti. No? Tako da Več tega moramo imeti. ja, tako da tale vaša praksa naj se širi in sama knjiga govori, kaj je tako zelo pomembno. Res sočutje, prijaznost, nežnost, občutek varnosti, ne na koncu pa za sorodnike, žalost je čustvo, ki mu moramo dati čas, da vsak je žalosten na svoj način in to izguba vsak doživlja na svoj način. In tukaj meni je grozen, ko mi nekdo reče, zdaj pa že enkrat to pozabi, pa začni živeti naprej. Ne moreš pozabiti, ti živiš s tem, se spominjaš in še zdaj, ko sem razmišljala, sem tega knjige to brala, ker naše društvo je tako ubogo društvo, ko ima sedež pri nas v jedilnici in jaz sem imela tam na klavirju fotografiji mame in očeta, pa so me, pa daj že to umakniti, poslal se že, tako da sem zaradi njih, da sem imela mir, ampak jaz imam to itak tukaj le noter, ne, vem tudi, kje imam spravljene tudi fotografije, da ne pogledati, ampak to ni prav. Čustva moramo izživeti, doživeti, strahove, žalost in seveda čim več veselja. In čim več smeha, to je tudi v tej knjigi, ker smeh je pol zdravja, čeprav umiraš in potem umreš, ampak umreš na bolj prijazen, mehek, ne na koncu je čuden izraz, ampak lep način. In to si pa vsi želimo, to je to dejstvo. Počasi se premikamo proti koncu, zaključujemo tole naš pogovor in naše druženje. Zanima me, s katerim odlikov v knjigi se nekako najlažje identificirate, pa tudi komu bi priporočili to knjigo. Mogoče bi zaključili s kakšnim navedkom iz knjige. To so sicer zelo različne stvari, ampak mogoče tisto, kar vam je najlažje ali pa najljubše odgovoriti. Če želite kakšen citat, sicer pa kaj vam je nekako, kaj vas je najbolj nagovori, kaj osebo vas je najbolj nagovori. Jaz sem spet prva, ampak že imam, že vem, kaj bi povedala, tako da lahko naprej. No, pač na prvo žogo bi seveda itak rekla, da ta prva slika, ki je v bistvu zvezdni človek, študentko, dodiplomsko, nekaj dela diplomo na temo paliativne oskrbe, ima intervju z njim in ga sprašuje o tem in sem se tako, evo, jaz sem zdaj na tej poziciji, tam pač na doktoratu, koliko lepo sem se prav tako zvala, evo, to bo dobro brati. In moram reči, da me je knjiga tako izredno ganila, in me je presenetila, koliko zares odpira na neobremenjen način, neko tako, v bistvu je težka in resna tema, ampak ta igrivost, ki je dodana, humor, mislim, imaš res kakšno tako res težko, ker te zadane, pa je pa vmes neka taka igriva, kratka zgodba, ki te malo spet te lahko zadihaš, pa da si rečeš, res ni smrt samo nekaj tako zelo groznega, če bi temu tako rekli.
Ampak tako kot s človekom, se mi zdi pa, da mi je malo kar padel v oči tale sin v zgodbi o Matildi. Ne, Matilda je prišla iz Švedske in je v bistvu bila diagnosticirana z rak, ne vem, ali je bil rak, neko terminalno boleznijo, ne, so ji bili 4 dnevi in priletijo otroci potem k njej, da bodo seveda zadnji dnevi z njo skupaj in je sin v bistvu zelo tako rekel, zdajle je čas za mojo mamo, ne, potem, ko ni ne bo več, bo pa čas zame, zdaj je ona prioriteta. In meni se zdi to tako ja, ne, to tudi jaz naredim, če vem, da je nekdo v krizi, če vem, da nekomu treba pomagati, sem jaz tako, ja, vse bom spustila, drihtali bomo, ne, in spustiš pač vse, ker seveda pač pomembno je pomagati, pomembno je tvoriti te vezi, pomembno je pač tudi na koncu vzdrževati. To so zadnji trenutki. No, in priporočila bi pa knjigo res čisto vsem, ki se v bistvu ukvarjajo nekako z vprašanjem izgube, umiranja, smrti. Pa ali je to na nekem čisto osebnem nivoju, ali iz neke lastne izkušnje, ki izhaja, ampak dejansko ta knjiga ti to temo odpre na tak lahkoten način. Pa s tem pa ne dozema pomembnosti, da ne bomo rekli, ni to mišljen kot še vedno teža ostaja, ampak tako. Jaz mislim, da v Sloveniji ta knjiga se ne bi mogla roditi še v tem času. Upam, da se bo v generaciji, ki pride z vami, Sinja, za vami. Tako da jaz bi priporočila knjigo mladim. Zato, ker se mi zdi, da prej, ko se soočaš s svojo minljivostjo, boljše je. Vse stvari, ki so neznane v našem življenju, če se le da postati fino, če imamo skrivnosti, ne rečem. Ampak kaj pa vendarle ne ostane zakrito do konca. Poistovetila bi se pa z Matilde, prav z njo, ker se mi zdi, da bi si želela, ko bi bila v njenem položaju prav to, še vedno nekaj daje. Ona je učila našega avtorja švedščine in meni se zdi, da bi tudi mogoče si želela še kaj nekomu dati, če bi le imela še priložnost. Ta joie de vivre, je pa tako zelo frankofonski, imamo reči, da je francoski, da se mi zdi kar zelo specifičen za ta del sveta. Ne vem, če bi se še kje dalo to tako, s tako lahkotnostjo in res z nebanaliziranjem teme narediti. Meni pa je zelo ugajala definicija paliativne oskrbe. Čisto na začetku knjige, ko sprašuje, kaj ti pomeni paliativna oskrba, in zvezni človek reče, v bistvu bi rekel, da je to vse, kar se še da narediti takrat, ko se ne da nič več narediti. In to je on počel, ko je bilo že vse medicina, vse te moderne stvari, ko so bile že mimo, ko niso več pomagali, potem pa on delal stvari, ki pač pridejo s človekom, s katerim delaš, ob tem, da imaš ti določeno znanje, pa da imaš veliko empatije, o tem smo že govorili. Moram pa reči, da jih je kar nekaj, ki se mi je zelo dotaknil, predvsem pa tale Huda Marine, ki pa je imela pa take lušne, prosim vas, ne zapustite me, in kako se je ona odločila, tudi da želi, da ko je bilo pač tako težko, da jo uspavajo, in potem kako je šla na koncu z zvezdnim človekom na sprehod in kako sta hodila, se sprehajala in se poslovila in potem je šla sama naprej, zaspala in naslednji dan je ni bilo več, tako da to me je zelo, nekako se me je zelo dotaknilo, jaz bi si želela tudi en tak način. Kot rečeno že prej, pa ne samo mladi, ne samo starejši, predvsem vsi zdravstveni delavci, pa tudi vsi tisti, ki se soočajo z bližajočo smrtjo, in tale knjiga zagotovo zelo pomaga sorodnikom in konkretno ljudem, ki so bolni in pač rabijo neke vrste supportne pomoči. Res zelo
všečna, dobra. Moram reči, da sem jo prebrala že 3-krat, pa 3-krat je vkala, no, tako da, ko jo bom četrtič, bom spet, ja, tako da je to neke vrste priročnik in hvala lepa za to knjigo, za izid, za prevod, za spremne besede in tele izkušnje, ki ste jih delili z nami, tako da hvala. Isto hotla sem prepozabila, res hvala za to, da je to steklo, da hvala vam za prevod, vam za izdajo in za čudovit predgovor, ki se mi zdi, da je zelo lepo nakratko kontekstualiziral tudi ta družben vidik in oseben in res čudovito. Lepo presenečenje, moram reči. Več tega pozdravljam. Jaz upam, da bo to presenečenje še boljše. Jaz upam, da bo ta knjiga res prisotna povsod in da, mislim, da bo v kakršnikoli želtni izdaji ali pa kakšne variante čisto povsod, od mladih do starih, v zdravstvenih domovih, v domih za starejše, v srednjih šolah ali kjerkoli, tak tip. Mislim, meni je tak tip blizu, pač zaradi frankofonskega tega je blizu tudi recimo moji hčeri, ampak po drugi strani sem videla čisto doma, recimo, ki so bile debate, kakšna vpliv je pustil čisto vse, ki so to brali. Od mojega očeta, ki ima 89 let, od mojega brata do prijateljic, vse je to ganilo in to na take načine, ker nisem vedno pričakovala, da to bo to ena stvar. Druga stvar pa jaz osebno moram pa reči, da komaj čakam, da zvezdni človek pride v Ljubljano, zato ker me zanima, če res gledala pač na televiziji, jaz nimam Instagrama, priznam, ker on je zelo popularen tudi na Instagramu za te mlajše, ampak če resnično izžareva to empatijo in duhovitost, recimo na ta način, da bo mogoče spodbudil tudi svojo prisotnostjo in skozi to, da se bojo take tovrstne knjige pač bile popularne ali pa da se bojo popularizirali. Bo pa treba seveda tudi razmisliti, knjiga je seveda že v knjigarnah, ampak je seveda v delu, kjer so na policah stripi. Stripi, kar je seveda fajn, ampak v Franciji so stripi, oziroma temu rečejo oni albumi, je to nekaj, kar je samo po sebi umevno na vse teme. Pri nas je pa to, da se skozi strip tudi druge tematike, da to nisem nekaj za otroke, kakorkoli. Skratka, bo treba malo razmisliti, na kakšen način še to drugače popularizirati, da je v bistvu tudi pri nas to. Sicer je to vedno bolj popularno tudi pri nas, ampak mogoče res, kot je Lučka rekla, še ni pri nas, ampak čeprav mogoče. Jaz sem prvi zasledila izraz riso romancev. Ja, to jaz tudi sicer, to moram jaz znati, jaz tudi, ampak... Med mladimi je pa to že kar se mi razširjeno, no je kar zelo veliko dobrih, tako Vse je, to romanov, ki so kot stripne in to. Ampak bi bilo treba to res, da ni samo kot strip, ampak je to nekaj, da je resnično treba doseči, da bo čim širša publika s tem seznanjena. Na vseh ravneh. To bomo pa preko socialnih mrežij. Ja, recimo. Preko Instagrama je že spremljam Jaz tega človeka. In moram reči, da tudi te pesmi, ki so na koncu napisane, sem si jih že šla poslušati. Moraš oboje skupaj, moraš knjigo, pa še tam vse glasbeno literaturo za spremljanje. Skratka, tako da jaz moram reči, da je tudi francoski inštitut treba povedati, tudi omogočil njemu, da pride avtor sem in da bo imel, ne vstam, ne bo, ampak lahko povem eno, kar pokaže njegovo življenjskost, stvar, ki jo je povedal, tako je zelo se veseli, da pride seveda v Slovenijo in da je šlo v slovenščini, ampak on si je dal delati nov tatu posebej zato, ker pride v Slovenijo. Nov tatu za prihod v Slovenijo. Jaz mislim, da veliko pove o njim, tako da se mi zdi, da bomo vsi veseli, da ga bomo še videli. Vsaj jaz upam.
Jaz bi mogoče prebrala še, se mi zdi, da ena stvar, ki je mogoče nekako povzema celo bistvo te knjige, je tudi iz prve v bistvu zgodbe, se nadaljuje od tega, kar je že gospa Biserka prebrala. Ko v bistvu sprašuje, ne, kaj se lahko takrat naredi, ko se nič več ne more narediti, in pravi v bistvu, dodamo življenje dnevom, saj ne moremo dodati dni življenju. In se mi zdi, da je to tako duša te knjige, kako dodati življenje. In veselje. Igrivost. Ja, jaz bi se vam najlepše zahvalila, zato ker ste bili danes z nami, ker ste delili svoje poglede na življenje in smrt z nami, ker smo na tak način krasno napovedali prihod zvezdnega človeka v Slovenijo, z novim tatujem, kot si rekla. Tako da se veselimo, da vidimo avtorja, zvezdnega človeka, da mogoče prisluhnemo tudi njemu, kar bo sam še povedal o svojem delu. In seveda se bomo z veseljem ogledali tudi tatu. Ja, absolutno. Odvisno. Hvala. Hvala, da ste vam.